Bodo s trgovskih polic kmalu izginili veganski burgerji, pa vegetarijanske hrenovke ali salame? O tem trenutno v Bruslju poteka vroča debata. Zagovorniki prepovedi so prepričani, da se tradicionalna mesna poimenovanja lahko uporabljajo izključno za mesne proizvode. O tem govori tudi Evropska direktiva o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. In tam dejansko lahko zasledimo, da piše, da moramo potrošnika informirati, ne pa zavajati. Torej, samo ime izdelka, menim, da bi moglo odražati tudi vsebino, ki stoji za njim. Naš sogovornik navede primer veganske šunke. Šunka pomeni svinjsko stegno, dobimo mal oksimoron, torej brezumni nesmisel, torej vegansko svinjsko stegno. To pa nekako ne gre v ušesa. Da je treba zaščititi izraze povezane z mesom, je tudi uradno stališče Slovenije. Kot so zapisali na kmetijskem ministrstvu, naša država podpira evropsko rešitev, ki bi preprečila zavajanje potrošnikov. S tem se strinjajo tudi v gospodarskem interesnem združenju mesne industrije Slovenije, kjer so zapisali, da so se tradicionalna mesna poimenovanja oblikovala skozi stoletja, so globoko zakoreninjene v slovenski kulturni dediščini, potrošniki pa brez dvoma razumejo, da za temi izrazi stojijo proizvodi iz mesa. Dodajajo tudi, da ima industrija rastlinskih proizvodov dober tržni potencial, a mora najti svojo prepoznavnost. Na drugi strani pa predstavniki vegetarijanskih in veganskih organizacij pa živilska podjetja, ki izdelujejo hrano rastlinskega izvora, prepovedi ostro nasprotujejo. Prepričani so, da bi predlagana prepoved povzročila le nepotrebno zmedo. Nekako se obravnava vse tiste, ki zbirajo mesne izdelke, kot da ne vedo, kaj pomeni vegansko. Raziskave pa v bistvu kažejo, da ljudje dobro znajo ločiti med rastlinskimi pa mesnimi izdelki, tako da je iz tega jasno razvidno, da gre za zaščito trga, ne za zaščito dejanskega potrošnika. Poimenovanja rastlinskih izdelkov so že zdaj dovolj jasna, je prepričana sogovornica. Nikogar ne moti arašidovo maslo, maslo za telo, mleko za telo in podobni izrazi. Kaj pa o morebitni prepovedi porečejo potrošniki? Večina niti ne ve, da se prepoved pripravlja. Nisem vegetarijanka, da težko ocenim. Jaz osebno nimam nič proti. Ne vem, ne spremljam to, pa ne vem. Tudi probal nisem, ne vem, kako to izgleda. Ne more biti salama, če ni z mesa. Ne vem, jaz sem mesojedec, tako da nimam nekega mnenja o tem, res ne. Pa vas kot mesojedca moti, da je torej nek izdelek, ki ni meso, tudi poimenovan, recimo vegi burger? Ne. Da s polemikami o poimenovanju rastlinskih živil izgubljamo čas, ki bi ga morali nameniti pomembnejšim temam, je bilo oktobra lani slišati tudi v Evropskem parlamentu. This speech is a waste of everybody's time, because we are talking about burgers. We're talking about banning the word burger if it's made of plant protein instead of animal protein. But I wonder, what if the burger is made of 51% animal protein? What if it's 50-50? What if it's not made in the region Hamburg? We could have spent this time debating the fact that our planet is on fire, the fact that we have a brutal war on our borders, and that our societies are getting angrier and more divided. And instead, when Europeans look at their leaders, what do they see? They see us discussing burgers. Ne glede na pomisleke nekaterih poslancev, je parlament na koncu izglasoval prepoved uporabe mesnih izrazov za živila rastlinskega izvora. Končna odločitev je zdaj v rokah držav članic. Je pa Evropa že pred leti uvedla podobno prepoved za rastlinske približke mlečnim izdelkom. Ti ne smejo biti več poimenovani mleko, maslo ali pa na primer sir.